Število vozil na avtoplin zadnja leta tudi zaradi prihranka pri gorivu raste. Okolju prijaznejša tehnologija v vašem avtu pa je lahko nevarna, če vam jo namestijo nepooblaščeni vgrajevalci, ki za to strokovno niso usposobljeni. To se je zgodilo tudi našemu gledalcu. Primer ponesrečene vgradnje plina v avtomobil kaže, da nestrokovni poseg lahko povzroči resne težave. Začel se je ful kaditi, avto je ugasnil, jaz sem imel še zalet, in v bistvu sem vedel, da gori, ker se je kadil. In v tist momenti sem v sreče pripeljal en, ki je imel gasilni aparat in mi je pogasil avto, drugače mi je cel avto zgor. Zgodba sega v leto 2006, ko je naš sogovornik preko prijatelja izvedel za pooblaščeni servis za vgradnjo avtoplina. Vendar je samo montažo sistema opravil serviserjev podizvajalec. Malo kasneje sem zvedel, da ta podizvajalec niti ni imel nobenega znanja, ni bil avtomehanik. Sploh na avtomehaniku se sploh spoznal. Izvajalci del niso vedeli niti tega, kam naj sploh vgradijo plin. Da ne razumejo, kako pač ta vžig poteka pri tem avtu, ampak da bojo to ugotovili. Sem rekel, dober, pa so mi govorili, kam naj mi ta plinski rezervoar vgradijo, so hoteli mi vzadnji cel prtljažnik razrezati, s temi karoserijskimi deli vred, sem rekel, to pa ne. Nisem dovolil, da mi režejo po avtu. Potem se je začelo zapletati. Serviserji so zadržali avtomobil en mesec, ugotovili, da je pokvarjen in lastnika napotili na popravilo. Plin je bil pa not, ampak ni delal. Bogdar, ker zdaj vsaj plin ne bi delal, ampak avto tudi na benzin ni več delal. Oziroma delal je tako, na pol. Motor je ropotal, avto ni šel nikamor. Sledil je ponoven obisk servisa in ponoven poskus zagona plinskega sistema, kar se je slabo končalo. In enostavno zgleda, da je bilo pa to že preveč za moj avto, in se mi je na poti užgal. Škode trupaju ni povrnil nihče. Potrdila vgradnji ni imel, saj mu je monter nastavil plin kar tako, med potjo. Serviser odgovornosti za napako nikoli ni prevzel. Jaz se strinjam, da ni prišlo do požara do samega plinskega kita, ampak jaz sem njim skozi pojasnjeval, da ni bil problem plinski kit, ampak sam poseg v avto, sama inštalacija, sam izvajalec, ki je to delal, zaradi nestrokovnega posega, je prišlo do okvare motorja in posledično pol do vžiga. Plinske sisteme pri nas smejo vgrajevati le pooblaščeni serviserji, ki imajo za to ustrezne certifikate. Kolikor je vgrajevalec te certifikate pridobil, pomeni, da za njim stoji neko znanje, neka podpora in pa tudi strokovna pomoč, ki je potrebna v primeru nepravilnega delovanja samega sistema. Vgradnja avtoplina pri pooblaščenih serviserjih stane od 1100 do 1600 evrov. Obstajajo pa tudi cenejše storitve. Vsekakor se pojavljajo tudi ljudje, ki vgrajujejo, bom rekel, več na črno, brez ustreznega šolanja in certifikatov. Seveda s tako vrsto dejavnosti pravzaprav škodijo na kvaliteti avtoplina. Vgradnje se dogajajo v državah bivše Jugoslavije, ker so cenovno zanimivejše, ampak to pomeni tudi, da niso narejene na način, kot bi morale biti narejene za trg Evropske unije. Se pravi, komponente, ki so vgrajene, so drugega kakovostnega razreda, nimajo toliko varnostnih elementov, kot jih imajo sistemi predpisani za Evropsko unijo, kar na konec koncev pomeni, da tudi takšen sistem Slovenije oziroma Evropske unije ne moreš homologirati. Zato nekateri vozniki svojih vozil ne prijavljajo, čeprav je homologacija za predelana vozila pri nas obvezna. Za prijavo potrebujejo vrsto dokumentov, ki dokazujejo ustreznost vgradnje. Za stranko je pomembno, da zahteva od serviserja pooblastilo, ki mora biti izdano strani proizvajalca plinskih naprav in istočasno tudi izjavo oziroma tudi potrdilo o izobraženosti oziroma o usposobljenosti za vgradnjo plinskih naprav. Vpis v homologacijo pa morajo opraviti na eni od 5 pooblaščenih organizacij v Sloveniji. In kdo nadzira skladnost vpisanih dokumentov? Zdaj to, da je plinska naprava vpisana oziroma vgrajena v vozilo, pa vpisana v dokumentih, se nadzira tudi na cesti in to nadzira policija. Preverja se tudi pri tehničnih pregledih. Sam način vgradnje pri serviserjih nadzira tržni inšpektorat. Same vpise teh naprav pa nadziram bolnik kot homologacijski organ. Če ugotovi, da
v vozilo ni vgrajena naprava, ki je vpisana v izjavo o skladnosti, oziroma če sumi, da je v vozilo vgrajena naprava, ki ne bi smela biti vgrajena, potem odredi tehnični pregled. Na tehničnem pregledu se pa ugotovi, ali dejansko je tista naprava neupravičeno vgrajena ali ne ustreza predpisom. V takšnem primeru policisti potem tudi vozilo izločijo iz prometa, izrečejo globo in sicer v znesku 400 evrov. Vkolikor ugotovimo, da niso skladne z dokumenti, recimo, da se ne ujema dokument, pa ta aparatura, potem je to zavrnitev. Policija je lani obravnavala 560 prekrškov zaradi nepravilnih predelav vozil. Pa bi bil nadzor nad predelanimi avtomobili lahko učinkovitejši? Jaz nekaj časa vem, tudi na Hrvaškem, ker ima tudi sam plin vgrajen, sem videl, da preverja tudi na črpalki je hotel imeti atest, ali imate vpisan plin. Tako da tam je mogoče še pol tega malo bolj strogo, pri nas pa verjetno bo treba tudi na ta področje malo poseči. Povpraševanje po avtoplinu pri nas narašča. Mnenja o tem, ali se vožnja na plin zares izplača glede na finančni vložek, so deljena. Za vgradnjo je pri nas treba odšteti med 1100 in 1600 evri. Na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini, na primer, so cene nižje, še posebej pri nepooblaščenih serviserjih. Stroški za homologacijo pa znašajo od 30 do 65 evrov. Investicija sicer je odvisna od sistema in od avtomobila, ampak nekje od 20 do 25 tisoč kilometrov se že sama investicija povrne. Plina pa več porabiš kot benzina, Plin je cenejši, ampak spet, Zdaj to rabiš veliko voziti, da se ti to amortizira. Veliko kilometrov, zelo veliko kilometrov narediti. Ker pa je razen tega, da je cenejše avtoplin tudi okolju prijazno gorivo, se končno obetajo tudi prijaznejše spremembe pri dajatvah ob registraciji avtomobilov. V pripravi je predpis, torej o spremembi uredbe o letni dajatvi za vozila, ki bo tudi okoljsko občutljiva. Torej, ta letna dajatev, ki jo plačujemo vsako leto podaljšanje registracije vozila, bo v odvisnosti emisij lahko tudi nižja, če bo te emisije dejansko nižje.